V četrtek 24. septembra bo v Murski Soboti v prostorih ekonomske šole potekala prva mednarodna konferenca z naslovom Izzivi prihodnosti. Na konferenci bodo dijaki in študentje predstavili svoje projektne in seminarske naloge, povabili pa so tudi tuje predavatelje. Ekonomska šola Murska Sobota, višja strokovna šola, letos praznuje 20-letnico svojega delovanja in ob tej priložnosti smo imeli načrtovane številne aktivnosti, nekaterih nažalost nismo uspeli realizirati zaradi COVID-19. Veseli pa smo, da lahko v tem tednu gostimo avtorje strokovnih člankov na mednarodni strokovni konferenci, ki bo letos organizirana prvič pri nas na naši šoli in v Murski Soboti. Naša višja strokovna šola je specializirana poslovna šola, ki izvaja dva višješolska študijska programa, in sicer specializirani smo za poslovne vede in pa za področje informatike. Želeli smo se vključiti v različne aktivnosti, to pomeni, želeli smo privabiti različne strokovnjake z področji, za katere izvajamo študijske programe, da pridajo k nam in predstavijo aktualne vsebine našim študentom, naši strokovni javnosti, našim predavateljem in vsem, ki jih zanima to področje. Pred kamero smo povabili tudi vodjo Špica in tabora Branka Škafarja, ki nam je zaupal več podrobnejših informacij. Prva mednarodna strokovna konferenca organizirata, kakor je že direktor malo prej omenil, Ekonomska šola Murska Sobota, višja strokovna šola in pa Špic. Špic je študentsko-podjetniški inovacijsko-raziskovalni center, ki deluje tudi na tej šole. Sicer sta ga pa ustanovila o podpori seveda drugih inštitucij, tako Ekonomska šola Murska Sobota kot tudi Pomursko društvo za kakovost. Kako bo izgledal program konference? Program konference je obsežen, gre, kot sem omenil, za prvo mednarodno strokovno konferenco EKIF. EKIF, kot sem že prej povedal, pomeni ekonomija in informatika. Se pravi področje na konferenci, ki bo obravnavano seveda z znanstvenega vidika in tudi strokovnega vidika, je seveda ekonomija, kajti ena sekcija se bo odvijala z področja ekonomije, druga pa z področja informatike. Seveda v plenarnem delu bomo pa to seveda oboje združili in predstavili tisto, kar je tematika te konference Izzivi prihodnosti. Komu je konferenca namenjena in kakšno udeležbo pričakujete? Konferenca je v prvi vrsti namenjena izmenjavi dobrih praks med profesorji in predavatelji, to je ključno. In seveda namenjene tudi vsem tisti, ki jih to področje zanima, to so lahko dijaki, študenti in tudi ostala javnost. Kot ključni namen je, da si profesorji, tako domači kot tuji, nekje izmenjamo svoje prakse z področja ekonomije in informatike. Kakšne bodo osrednje teme konference? Osrednje teme je, kako sem omenil, je področje ekonomija, zelo pestro področje, tako da zdaj izpostavljati posamezno, ali je to računovodstvo, ali je to dejansko prodaja, ali je to kaj podobnega, ne bi izpostavljal. Na področju informatike pa vse tisto, kar so trendi danes na področju informatike in tisto, kar delajo tudi profesori in predavatelji. Kajti na konferenci sodelujejo tako profesori kot predavatelji srednjih šol, višjih strokovnih šol in fakultet. To pomeni, da smo vključili celotno vertikalo, kar je zopet zelo dobro, da se izmenjajo znanja, predvsem tisti, ki so mogoče v srednji šoli, pa višje, da pridobijo neka znanja dodatna z področja fakultet, kaj se tam predava, in pa obratno, da mogoče vidijo tisti z fakulteti, kako gledajo predavatelji, profesori na srednjih in višjih šolah na to področje. Tako da gre za večplastnost te konference. Kako so te osrednje teme aktualne za našo pomursko regijo? To bi lahko povedal z tega vidika, ker te teme so vse vezane na tisto, kar nas čaka. Se pravi, gre za izzive prihodnosti. Predstavljene bodo številne, na primer, kompetence, ki jih sodoben čas terja. Gre se za socialne kompetence, gre se za vodstvene kompetence, to, kar rabijo predvsem mlade v tem času, da lahko dobijo službo, če tako hočem. Gre se seveda za informatiko na področju informatike, kaj nas čaka, kaj se bo informatiziralo, kateri programi bodo aktualni, v katero smer bo šla informatika, v katero smer bo šla ekonomija, kako bomo fleksibilni, prilagodljivi in tako naprej. Gre se seveda za nekaj novega, kaj se tiče tega, kar naša regija rabi vse to praktično, vsa ta znanja. Seveda to nekatere že pridom uporabljajo, drugi pa še morajo pridobiti. Koga izmed govorcev na konferenci bi izpostavili?
Zdaj izpostavljam predvsem nekatere tuje predavatelje, ki jih imamo. Zanimivi predavatelji so, saj z mojega vidika, ker vsak posameznik ima svoj vidik, kaj mu je bolj interesantno. Meni so zanimivi indijska predavatelja, ki jih imamo. Tudi naprimer zanimiv je ruski predavatelj, ter ne nazadnje tudi kolega, ki prihaja na naše mednarodne taborje z Severne Makedonije. Tudi zelo zanimiv referat. Tako da to bi nekje izpostavil, ti referati bodo tudi bolj v začetku. Medtem ko ostali referati so pa ozko strokovno področje, to, kar posamezni profesori, predavatelji delajo v vsakdanjem službi, na svojem delu. Kakšne prilagoditve v organizaciji konference pa so bile potrebne zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa? Tega je bilo precej, pa se še zdaj odvija, bi temu tako rekel. Konferenca je bila predvidena v času mednarodnega tabora v mesecu maju, ampak zaradi tega virusa nesrečnega je to bilo preloženo in zdaj se bo to odvilo četrtek 24. se pravi pojutrišnjem. Tukaj zdaj ukrepi so seveda številni, od tega, da moramo skrbeti za oddaljenost, da moramo med udeleženci, da tega moramo glede pijače, hrane, te zadeve prilagoditi, da so v skladu z tem. Drugače drugih omejitev ni, mogoče najbolj tako izpostavljeno strokovno gledanje, da tujci tukaj ne bodo, bomo pa seveda z njimi delali nadaljavo, tako da nobenega tujca nimamo tukaj v četrtek, vsi bodo seveda pa opravili svoje delo nadaljavo, tujci. Medtem ko domači predavatelji iz Slovenije bodo pa se udeležili te konference pri nas. Ali načrtujete, da bo tovrstna konferenca postala pri vas tradicionalna? Glede na to, da imenujemo, da je to prva, potem verjetno bo, samo ne vemo, ali bo to konferenca vsako leto ali bo na 2 leti, to pa ne bi vedel, je pa odvisno tudi od vodstva in seveda denarnih sredstev. Ali v prihodnosti načrtujete še kakšne podobne dogodke? Da, v okviru Špica, zdaj če kot vodja Špica govorim, te dogodki so številni. Številni, sodelujemo z nekaterimi gospodarskimi organizacijami, sodelujemo študenti po Evropi, sodelujemo z našimi študenti, sodelujemo z profesorji, organiziramo konference, pa še marsikaj povedati. Ampak predvsem nam je zdaj ta COVID precej za bremzo, ker enostavno aktivnosti, ki so povezane s tujino, ne izvajamo dosti.